Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Kako lepo bi bilo govoriti samo o lepih stvareh. Po drugi strani se mnogokrat pogovarjamo bolj o slabih kot ne. In seveda pogovarjamo se tudi o boleznih in kako pomembno se je pogovarjati. Včasih je bil ravno rak tista tabu tema, o kateri se je minimalno govorilo oziroma so ljudje skrivali. Danes se o tem govori veliko, mogoče tudi preveč, ampak prav je, da se govori o pravih stvareh. Če pomislimo, da je v Sloveniji raka zelo veliko, da sodi med države, ki imajo največjo umrljivost na 100 000 prebivalcev, potem je verjetno zelo pomembno, da poskrbimo zase, ko opazimo, da se nas bolezen loti, da poiščemo pravo pomoč. Informacij je veliko, pravih pa tudi nepravih. Vsemogočih tudi zvarkov in obljub, ki naj bi pomagale, ki naj bi preprečile ali zdravile, je tudi veliko. In seveda skoraj da je ni družine v Sloveniji, v kateri vsaj eden ne bi ali zbolel ali umrl za rakom. In seveda pomembno je dobiti prave informacije, poiskati pravo pomoč in predvsem v pravem času. O tem se bomo danes pogovarjali, kajti gostimo Braneta Kobala, biologa, zdravnika naravne medicine, specialista frekvenčne terapije in psihoterapevta. In njegovo področje so predvsem rakava obolenja. Doktor Kobal, pozdravljeni. Glejte, malo daljši je bil uvod, ampak najbrž drži. Ampak dober. No, ravno to sem hotela. Namreč vi ste vse to že zdavnaj zaznali, zato je tudi vaš pristop pravzaprav do zdravljenja raka skupek mnogih, bi rekla, načinov zdravljenja, mnogih teorij, mnogo prakse. Kaj bi lahko dodali k temu? Res v 20 letih se je marsikaj tega nabralo in moram reči, da začetki nekako mojega dela sodijo še v tisto obdobje mojega teoretičnega delovanja, ko ni bilo treba dokazovati rezultatov svojega dela z dejanskimi rezultati. Zdaj so se pa zadeve majčkeno spremenile. Namreč jaz sem doktoriral iz bioenergotehnologije. To je veda, bi rekel, ena veja biologije, ki je nekje na meji medicine, fizike in biologije, pravzaprav na njihovem stičišču. In marsikdaj me nekako proglašajo za biofizika, celo za biokemika so me že proglasili, glede na to, da je kar precej tistih področij nekako, ki sem jih uvrstil v repertoar svojega dela. Namreč prepričan sem, da mora biti bolezen nekako prepoznana in obravnavana z večjih aspektov naenkrat in da je takrat v bistvu možen en dober in kvaliteten rezultat, ker rezultati so zame najpomembnejši. Jaz to non-stop ponavljam, mogoče bom še danes še parkrat rekel rezultati. Eno je teorija, eno so pa rezultati. Teoretično lahko stvari zelo lepo izgledajo. Dejansko, če pa ni potem rezultata, je pa vsa teorija za manj. Doktor Kobal, vi ste tudi zdravnik naravne medicine in pred kratkim, kolikor vem, to ste mi povedali, ste bili na kongresu nemških zdravnikov, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi metodami pri zdravljenju raka. Kako dejansko to dopolnilno zdravljenje poteka v tujini? Ja, res, Nemci so me povabili preko teh mojih švicarskih prijateljev in kolegov na ta kongres, zato sem imel priliko videti, kako to izgleda v Nemčiji, ki jo vsi nekako smatramo za deželo, kjer je vse nekaj boljše, vse nekaj bolj dodelano, vse bolj po nekih pravilih, ampak na tem kongresu sem opazil eno veliko pomanjkljivost. Nisem šel tja iskati napak, šel sem tja zaradi drugih stvari, ampak opazil sem neko necelovitost, se pravi, ni kompleksnega pristopa. Šel sem pa pravzaprav na ta kongres zato, da majčkeno razširim svoje vedenje, svoje znanje, poiščem neke nove izzive, neke nove metode, nekaj tega je bilo, ampak mogoče je bil prav ta kongres potrditev, da sem s tem svojim konceptom, s tem svojim pristopom k bolniku nekako zadev tisto pravilno pot in moram reči, da so bili, bi rekel, nemški zdravniki ravno tako navdušeni nad mano, kot jaz nad njimi v nekaterih določenih aspektih. Poglejte, zdaj vas bom malo izvala. Po eni strani uradna medicina ima mnogo raziskav, denar za raziskave, dosegajo veliko uspehov. Zakaj bi potem pravzaprav potrebovali še dopolnilo? Kako to, da se zdravniki ukvarjajo tudi s tem?
No, takšne izzive z veseljem sprejemam. To pravzaprav, poglejte, vse več je zdravil, pa vse več je bolezni. Vse več denarja vlagamo v zdravstvo in vse več je bolnikov. Vse več je nekih raziskav v zvezi z rakom, raka je pa vse več. Glede, medicina ima neko svojo pot, to je nek razvoj. Medicina in farmacija gresta naprej, dogajajo se pozitivne spremembe. Določene komponente zdravljenja, ki jih medicina sprejema, mogoče situacija ni najbolj zrela, da se zdaj stvari sestavijo, ampak vse gre v tej smeri, vse gre v smeri, se pravi, ki kaže bolje za bolnika. Jaz sem včasih precej kritiziral to relacijo farmacije pa medicine. Zdaj pa opažam pravzaprav, da se določene spremembe dogajajo, da pravzaprav in farmacija in medicina težita za tem in poskušata kombinirati v ta obstoječi gigant metode, ki so koristne za bolnika. In jaz sem nekje v tistem območju, ki se čedalje bolj približuje medicini, in v bistvu meje med mano in medicino je zelo težko postaviti. Ker v bistvu jaz sem vključen v to kot dopolnilna metoda. Se pravi, da enostavno neka medicinska metoda, kot je recimo, ne vem, onkološko zdravljenje, brez takšnega koncepta, kot je moj, v bistvu ne dosega tako dobrih rezultatov. In jaz mislim, da prihodnost pelje, da je to neka skupna pot, ki se na neki točki združi, iz tega nastane neka sinteza, ki je v bistvu za pacienta najboljša. In se pravi, to so v končni fazi zopet pomembni rezultati, do katerih pride s sintezo določenih metod. In zato v bistvu mislim, da medicina potrebuje dopolnilo, ker je zdaj pač ta čas. V budućnosti verjetno teh dopolnilnih metod ne bo več potrebnih, ker bo pač to vse skupaj ena sama medicina. To je moja neka pozitivna vizija prihodnosti in tudi z vidika bolnika bi bilo po moje tako najbolje. So pa določeni pokazatelji, ki kažejo točno na to, da se stvari odvijajo v tej smeri. In jaz upam, da bo tako šlo tudi naprej. Dobro, kot sem pri prejšnjem vprašanju že omenila, da medicina ima in seveda tudi farmacija ogromno denarja za raziskave. Kdo pa dejansko, lahko rečem, recimo ali vas vprašam, kompetentno raziskuje dopolnilna zdravljenja? Poglejte, imam majčkeno srečo, da ne delam samo v Sloveniji, da se moje delo nekako odvija tudi v Švici in tam moram reči, da tudi država namenja nekaj raziskav za razvoj določenih zadev in en takšnih resnih raziskovalcev, s katerim sva v bistvu se poznava še odprej, pa še zdaj sva se spet srečala na tem kongresu v Nemčiji, je Armin Koroknaj. On je izumil en poseben mikroskop, v katerega je vključil fluorescentne leče in pod tem mikroskopom ti lahko opazuješ rakaste celice v njihovi razvojni fazi. Zanimivo je, da dobiš informacijo iz kapljice krvi, ki jo dobiš iz prsta, torej dokaj neinvazivna metoda. To je zopet dokaz, da so rakaste celice neprestano prisotne v krvi, da potujejo po telesu in iščejo šibka področja. Se pravi, to je nek odgovor na to, kako se, na kakšen način, zakaj in kje se pojavljajo metastaze. Ogromno odgovorov je prišlo skozi takšen izum in pod tem mikroskopom lahko opazuješ celice, se pravi v času, ko so v svojem stanju, predmalignem stanju, prekancerozno stanje. Se pravi, lahko jih opazuješ v času terapije in s tem ocenjuješ, kako terapija poteka, kako kvalitetna je terapija, kako terapija deluje. In lahko ugotoviš, kdaj terapija ne daje več rezultata, kdaj je treba terapijo zamenjati, kdaj je treba terapijo spremeniti. In ta mikroskop, v bistvu en mikroskop se že v Švici dela zame. Tako da mislim, da v roku parih tednov bo ta mikroskop v moji ordinaciji v Švici, še en mikroskop pa prihaja v Slovenijo. No, to je pa zelo zanimivo, namreč glede na to, da ste, kolikor vem, popravite me, če se motim, predvsem frekvenčni terapevt oziroma je dejansko to tista osnova vašega dopolnilnega zdravljenja raka, če lahko tako rečem, in tudi tu se je začelo z mikroskopom. Ja, res prav imate, ni kaj popravljati, točno tako je in mikroskop je bil osnova, se pravi, frekvenčna terapija je moja osrednja terapija, to je terapija za neposredno uničevanje malignih celic na osnovi elektromagnetnega valovanja. In dr. Rajf
Dr. Rajf je bil genijalen ameriški raziskovalec, ki je v bistvu sestavil stroboskopski mikroskop, to govorimo o nekje o frekvenci okrog 3000 Hz, je sestavil stroboskopski mikroskop in je opazoval živa tkiva, se pravi žive mikroorganizme. To je še za dan današnji, je to ena takšna, bi rekel, kar precej zanimiva, precej napredna zadeva, ker danes lahko opazujemo pod mikroskopom 500 000-kratne povečave, lahko delamo. To je pod elektronskim mikroskopom, ampak opazujemo mrtev preparat, opazujemo zamrznjen preparat, fiksiran preparat. In Rajf je pa opazoval žive mikroorganizme. Po mnenju večine je bil to prvi človek na našem planetu, ki je opazoval svet mikrobov, svet celic, svet mikroorganizmov, se pravi pod mikroskopom. In ugotovil je, da, se pravi, glede na to, da je šlo to za stroboskopski, bi rekel, da je stroboskopsko osvetljeval te strukture, ki jih je potem pod mikroskopom opazoval, je ugotovil, da na določeni frekvenci lahko zazna določene mikroorganizme. In ugotovil je, to je zelo pomembno, jaz upam, da bom lahko razložil to tako, da bodo vsi razumeli in da bo vsem jasno, da ima vsaka struktura v našem organizmu neko svojo frekvenco, neko svojo glavno frekvenco, ki je značilna za tisto področje. In ugotovil je, da imajo bakterije svoje frekvenčno območje, ugotovil je, da imajo virusi, da imajo glivice, ugotovil je tudi frekvenčno območje rakastih celic. Ugotovil je pa še nekaj zelo pomembnega in na tem temelji celotna frekvenčna terapija. In to je pravzaprav tudi tisto, kar danes kar je moja želja, da razložim, da razumejo tisti, ki so zboleli za rakasto boleznijo, da imajo njihove celice bistveno nižjo frekvenčno območje kot vse ostale celice v organizmu in da se da na te celice, in to je Rajf ugotovil, vplivati z njihovo frekvenco, z majčkeno višjo amplitudo, se pravi z malo večjo močjo, in da rakaste celice tega ne prenesejo. Spremeni se njihov metabolizem in rakaste celice se uničijo. To je bistvo frekvenčne terapije. To je dr. Rajf ugotovil. In to je pravzaprav osnova te frekvenčne terapije, ki jo jaz uporabljam kot osrednji del. In ta frekvenčna terapija je kompatibilna z obsevanjem, s kemoterapijo in s kirurškimi intervencijami. Ker rakasta celica, ko deluješ na njo s frekvenco, se pravi, se pospeši metabolizem. V tistem času, ko se metabolizem ruši, je metabolizem pospešen in takšna celica absorbira več citostatika, bolj občutljiva na obsevanje. Se pravi, ostanki operativnih posegov se uničujejo, se pravi, pa še nekaj pomembno, frekvenčna terapija deluje na mikrometastaze. Poznamo tumore, ki so agresivni, ki metastazirajo, celice se razširijo po krvi. Frekvenčni generator, frekvenca deluje na celoten organizem, na tiste celice, ki potujejo po krvi in na tiste celice, ki so se že naselile na določena področja. Pomeni, ujamejo vsako celico? Ujamejo vsako celico, ki deluje na točno določeni frekvenci. Recimo 2128 Hz je frekvenca, na kateri deluje rakasta celica dojke. Se pravi, celica raka dojke. In ta, se pravi, frekvenca, ki jo apliciramo v organizem, deluje samo na rakaste celice dojke, na nobeno drugo celico. Celice, ki so izven frekvenčnega območja, te frekvence niti ne zaznajo, tako kot ne zazna, ne vem, ko se na enem klavirju udariš C, na drugem klavirju C struna zavibrira, vse ostale strune ne reagirajo, ena struna zavibrira, tako zavibrira tu celica raka dojke ali pa pljučnega raka ali pa v možganih ali pa v črevesju ali pa v želodcu. Omenili ste Švico. Švica velja za deželo visokih standardov. Vem, ker včasih potujem skozi, ne tja, ampak vendarle. Po drugi strani pa me zanima, ali vi enake standarde kot v Švici uporabljate tudi v Sloveniji? V Švici nas je 5, ki delamo neko delo, ko delamo s pacienti. Se pravi, v Sloveniji pa sem sam. Lahko rečem, da imam v Sloveniji višje standarde kot pa v Švici.
In moje delo je malce drugačno. Se pravi, v Sloveniji sem sam za detoksikacijo, sam za imunostimulacijo, sam za frekvenčno terapijo, sam za psihoterapijo, sam za oksigenizacijo. Naštevam postopke, naštevam ta kompleks, ki je nujno potreben poleg medicinske terapije, da se lahko doseže nek uspeh, da se lahko v bistvu, da to mora biti kompleten pristop, multifaktorialen pristop, tako kot je bolezen multifaktorialna, tako mora biti pristop multifaktorialen. In jaz v bistvu nekako razvil sem nek poseben algoritem razmišljanja, se pravi, treba je dojeti celoto, treba je delovati na celoto in moram reči, da imajo moji bolniki v Sloveniji prednost to, da z enim bolnikom delam vse sam. Se pravi, ga prepoznaš, veš, kdo je, ni to človek, ki bi ga pošiljal od enega terapeuta do drugega. Vse v bistvu upravim sam, zato mislim, da je bi rekel, nivo storitve za slovenske paciente celo nekoliko višji kot švicarski. No, to me pa zelo veseli. Namreč, če je Švica že tako visok standard, pomeni, da če ga nekako še presegate. Glejte, omenili ste psihoterapijo. Vemo, kako pomembna je psiha, tudi znanost se psihi vse bolj posveča. Vi jo pravzaprav zelo močno, bi rekla, cenite oziroma ali jo tudi zelo uporabljate pri svojem načinu zdravljenja. Glejte, tudi psihoterapija ima pri mojem delu eno dolgo zgodovino. Začelo se je s psihoanalizo. Bil sem odličen psihoanalitik, znal sem v bistvu znal sem poiskati neke vzroke iz preteklosti, ki so delovali na človeka v sedanjosti in povzročali neke psihične travme ob nekih asociacijah. Potem sem ugotovil, da psihoanaliza se pravi, da ko se človek sooči s svojimi travmami iz preteklosti, da to ne pomeni neutralizacije, da to dostikrat pomeni reaktivacijo neke travme iz preteklosti in mogoče z enega leksorina zato prideš na 3. No, potem sem odkril PEAT. To je bila v bistvu pač en nov pristop izven psihoanalize. Potem EFT, se pravi tapkanje, kdo ne pozna tapkanja. Potem EMDR terapijo, ki je bila v bistvu, ki so jo v Ameriki razvili za zdravljenje posttraumatskega sindroma pri vojakih, ki so doživljali strahotne travme v zalivski vojni. Potem sem nekako upravil izobraževanje in dobil licenco iz psihoterapije in sem tudi član ameriškega združenja hipnoterapevtov. Tako da in potem sem iz vsega tega, vse to sem obesil na psihobiologijo. Psihobiologija je veda, ki je pri nas majčkeno manj znana, kljub temu, da ta študij poteka v Sloveniji. Na to ogrodje psihobiologije sem obesil in EFT, in PEAT, in EMDR, in psihoanalizo in iz tega napravil nek svoj lasten pristop, ker določene metode imajo svoje velike prednosti, ampak v sintezi vseh teh metod sem našel tisto, kar je za pacienta, kar pacientu v bolniku, se pravičujem za izraz pacient, to je v medicinski domeni in če mi kakšen izraz takšen uide, to nek bo bolj v pogovornem smislu, ne v tem, da poskušam nekako uporabljati medicinske izraze, zato da bi nekdo pač dobil vtis, da se gre za medicinsko zadevo, da je to sinteza, zopet sinergija vseh teh metod, ker moj cilj je, da bolnik v čim krajšem času doseže čim večjo razbremenitev, ker ta razbremenitev sprosti zablokiran življenjski potencial, ki je pri rakastih pacientih z bolnikih zelo pomemben. Zelo pomemben. Se pravi, ta zablokiran potencial, ko začne človeku zmanjkovati energije, takrat v bistvu ta zablokiran potencial še kako pride do izraza, da se lahko izkoristi v procesu regeneracije, v procesu v bistvu nekako vračanja zdravja. To pomeni, da ste razvili neko svojo metodo. Za koga? Samo za rakave bolnike, morda tudi za koga drugega, ki ima tudi sicer določene težave? Zase sem jo razvil. Kako zase? Zase, vsako stvar sem najprej preizkusil na sebi.
bo rekel, aha, Kobal, kaj pa zdaj s tabo narobe, da rabiš psihoterapijo. Ker pri nas je še zmeraj prepričanje, da moraš biti mečkan čuden, da poiščeš pomoč psihoterapeuta. V Ameriki je malo drugače. V Ameriki se zakonca skregata, greste naslednji dan s psihoterapeutom vprašati, zakaj ste se skregali, ker sama dva pač nista poznavalca takšnih zadev. Pri nas pa je zadeva malček drugačna. Skratka, prepričan sem, ne samo jaz. Ni ga človeka na tem planetu, ki ne bi imel določenih zavor, določenih blokad svojega, ni ga človeka, ki bi lahko izkoristil svoj realni potencial in ne bi imel kakšnih travm iz preteklosti. Naše blokade povzročijo nehote naši starši, potem naši učitelji, potem bi rekel situacije okrog nas, razočaranja, izgube, in razvijajo se neki občutki, ki nam v bistvu zablokirajo tisto našo energijo in mi ne moremo biti tisto, kar dejansko smo. Naš realni potencial je bistveno višji kot tisti, ki ga mi koristimo. In ta metoda, se pravi, jaz sem to pri sebi opazil, da v bistvu imam bistveno več energije, bistveno lažje razmišljam, bistveno hitreje dojemam neke spremembe v svojem okolju, bistveno hitreje se prilagajam in ko pride do neke kritične situacije, se pravi, to situacijo sicer doživim z nekim stresom, z nekim pritiskom, ampak bistveno hitreje. Se pravi, ne rečem, da me pa tale zadeva me pa toliko prizadela, da 2 dni sem prišel k sebi. Ja, me je prizadelo, ampak sem bil po 5 minutah dober, ker sem speljal določen postopek, ki v bistvu sproži, bi rekel, izločanje tega dehidroepiandrosterona, ki deluje kot en proti stresni dejavnik v našem organizmu. Doktor Kobal, še kar nekaj vprašanj imam, ampak čas se počasi bliža koncu, nekaj minut še imava. Zdaj pa boste vi izbrali tisto, kar je pomembno, da poveste. Zanima me, kako je z razstrupljanjem, z dobro prehrano oziroma kako pravzaprav vi obravnavate bolnika. Mogoče je to še najbolj pomembno. Poglejte, za razstrupljanje uporabljam 30-dnevni program detoksikacije, najpomembnejši del razstrupljanja je črevesje. Potem še eno vprašanje, ki ste mi ga namenila. Kakovostna prehrana, pa prehranski dodatki. Kar se tiče kakovostne prehrane, to vi dobro poznate, ravno tako dobro kot jaz. Napisal sem 5 knjig o alikamenti, se pravi prehrana zdravilne, to pa lahko uporabim izraz zdravilne, ker je to v medicinskih laboratorijih dokazano, da določene sestavine v hrani delujejo neposredno na rakastne celice. Alikamenti rak prostate, alikamenti rak dojke, alikamenti rak na pljučih, alikamenti rak, tumor možganov, pa še alikamenti, še en. Skratka, 5 knjig sem napisal, vi ste mi, hvala lepa, da vsi slišijo, preskrbela založnika, jaz pa zaradi svoje časovne stiske teh knjig nisem uspel spraviti do te mere, da bi jih lahko natiskal. Ampak vaši bolniki jih dobijo? Moji bolniki dobijo brezplačno te knjige v elektronski obliki. Do te mere so prišle, ampak za tisk pa bo, se opravičujem, moram še mečkaj malo počakati. No, se bova pa takrat spet slišala, ko bova lahko predstavila knjige. Poglejte, še na kratko, kako poteka dejansko obisk pri vas? Kako se bolniki naročijo? Poglejte, bolnik nekje izve zame, verjetno to gre večinoma od ust do ust in pokliče, dobi nek svoj termin in pošlje mu gradivo. Pošljemo gradivo, v tem gradivu ima napisano noter, se pravi, kako se obleče, kaj prinese s sabo, vse, da se lahko pripravi, kakšno dokumentacijo potrebuje. Potem prije k meni pregledamo dokumentacijo, upravimo diagnostični pregled na parih diagnostičnih sistemih, potem v bistvu napravimo eno ogrodje, eno strukturo terapevtskega postopka, sprogramiram frekvenčni generator, pripravim informirane kapljice, zato da podaljšujemo učinke terapije. Potem pa sledi kontrolni pregled, tam se večkrat posvetimo psihoterapiji, pogledamo, kakšne spremembe so se zgodile, pogledamo medicinske izvide, ki jih je še bolnik dobil v tem času med prvim pregledom in prvim kontrolnim pregledom. In nekako tako poteka, ker pacienta moraš imeti ves čas pod nadzorom. Ves čas ga moraš imeti pod nadzorom. Pacient je prišel k tebi zato, ker je večkrat zgrešil v življenju. In če mu ti rečeš, ne, to ne delaš prav, moraš nekaj spremeniti, se pravi, nekaj časa ga bo to držalo, potem bo čez nekaj časa pozabil. In tega v bistvu potem na mesec dni na začetku so ti kontrolni pregledi, ga usmirjaš, mu razlagaš, brez kakšne jeze, brez kakšne zamere, ja, sej bomo šli, pa tole bomo še popravili, pa pogledaš diagnostiko, aha, tole še ne funkcionira, tole, se pravi, celostno ga obravnavaš ob frekvenčni terapiji in pacienti to nekako sprejmejo, razumejo, da je to v njihovo dobro in rezultati na koncu so najpomembnejši rezultati in to je način, ki
mene pri mojem, to, kar sem vam zdaj opisal, to je način, ki mene pri mojem delu pelje do dobrih rezultatov. Doktor Kobal, hvala. Ko vas takole poslušam, mislim, da prinašate kar nekaj upanja tudi tistim, ki so že zboleli. Hvala lepa. Hvala vam za vaše povabila. Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo se imejte, razmišljajte o svojem zdravju, svojem življenju in seveda, če je karkoli narobe, vredno je o tem vsaj začeti govoriti, kajti če poveš, tudi dobiš prave odgovore, z raznih koncev lahko prihajajo in potem tudi kaj lahko storimo zase. Imejte se še naprej lepo, lahko noč.